Pozdravljeni! Severina bo jutri v okviru svoje turneje The Magic Tour nastopila v Stožicah. To je njena 4. regionalna turneja, zaradi katere upravičeno velja za največjo žensko zvezdo v tem delu Evrope. V medijih pa odmeva razsodba zagrebškega sodišča, da bo njen 7-letni sin Aleksandar živel pri očetu, ki bo tudi samostojno odločal o njegovem šolanju in zdravju. Seveda je razsodba vznemirila tudi slovensko javnost. Priljubljena igralka Alenka Tetičković je najbolj ponosna na vlogo mamice in danes nam bo povedala, kako gleda na Severinin primer. Le tega pa dobro pozna novinarka Ana Fetih, ki je prav tako mamica. Dobrodošli. Pozdravljeni. Pa mi najprej povejte, kako je biti v vlogi mamice, ko imaš uspešno kariero? Ja, smo že enkrat debatirali, da jaz sem mogoče malo kasneje postala mama v enih, bom rekla, morda bolj zrelih letih in sem veliko stvari pred tem res da počela za kariero, za poklic, ki sem si ga izbrala in v katerega sem še danes, bom rekla, zaljubljena kot poklic. Materinstvo je pa poslanstvo. To se ne more primerjati s poklicem, čeprav velikrat se in rečeš, da je to najtežje delo, da je to najtežji poklic, pa ni tako. Jaz mislim, da to nam je dano, da lahko imaš otroka in zdaj kako vzgajati, kakšna mama si ali ne, v tem soditi ne, je toliko pogledov. Jaz mislim, da vsaka mama globoko v sebi si želi biti dobra mama in tako oče. In nobena mama ne more biti oče, jaz pravim, in noben oče ne more biti mama. Poskrbimo pa za otroke lahko. Lahko poskrbijo tudi stari starši, lahko poskrbijo skrbniki, ampak življenje, ki ga mama, bom rekla takrat, ko rojeva, tvega, ga ne more tvegati oče, ker ne more roditi. Ana, kako ti gledaš na svojo vlogo v tem novinarskem svetu kot mamica? Ja, tukaj imam jaz kar srečo, ker imamo vseeno dokaj ustaljen urnik, ne. So pa seveda, novinarski poklic je tak, da so tudi prazniki in vikendi in ob večerih. In tukaj je potem malo težje, sploh zame, ker sem v specifični vlogi kot samohranilka. Je malo večji zalogaj in tukaj se v bistvu lahko res v prvi vrsti zahvalim razumevajoči urednici in odgovornemu uredniku žurnala 24.si in pa seveda moji mami in prijateljem in sorodnikom, ki mi stojijo ob strani. Zdaj pa nazaj k Severini. Ob razsodbi sodišča je med našimi južnimi sosedi završalo. Ana, kot novinarka spletnega portala žurnal 24.si spremljaš to zgodbo. Ja, seveda, tole je zdajle sigurno ena najbolj vročih zgodb, kar se tiče na območju Balkana, ne. V bistvu ta drama traja že 7 let, ne, od leta 2012 se Severina in njen nekdanji partner Popovič tožita zaradi skrbništva. Kaj naj rečem? Mislim, da si Severina tega ni zaslužila, kolikor vem iz poročanja v medijih. Kaj pa se je dejansko dogajalo? Mi sodbe nismo bili prisotni, je bila zaprta za javnost. Torej dejstev ne vemo, tako da mogoče vsi zdaj zelo sodimo, ne, in javnost in posamezniki, ampak zgodbo pa vemo samo tisto, kar je povedala Severina in kar je povedal Popovič, ne. Ja, jaz vedno pravim, ne sodi, da ne boš sojena, ne. V življenju tudi razumem, da mediji počnete svoje,
tako kot igralci seveda tudi počnemo svoje, ne, in z roko v roki potrebujemo včasih za to, da se je naš, bom rekla, izdelek spropagiran, rabimo medije, ne, in vi rabite obratno, ne, ampak jaz mislim, za zaprtimi vrati, ne glede na to, karkoli se dogaja, kakšen poklic imaš ti in si v tem, bom rekla, dober in uspešen, kar Severina definitivno je v eni ekstradni sceni, v eni pevski sceni, v, bom rekla, koncertih in spektaklih, ki jih uprizarja, sploh tukaj v tem delu Evrope, in je znana, to dokazuje, da je uspešna ženska v poklicu, in jaz mislim, da tako kot vsak človek, ne glede na to, v čem je, bom rekla, vrhunske rezultate v svojem poklicu dosegel, je znotraj zaprtih vrat, znotraj družine, znotraj otrok, eno občutljivo bitje, znotraj samega sebe, rabi tolažbo, potrebuje prijatelja iskrenega, ki se mu zjoka, potrebuje in želi biti mati preprosto in peči piškote in skakati po lužah, morda da te ne ujamejo ravno paparaci, in definitivno ona ne bi mogla takšnega poklica in svoje občutljivosti prodajati in tudi svoje lepote ne bi mogla prodajati, če ne bi bila lepa, a ne? To se mi zdi taka neka logika in se pravim, je pa normalno za medije in za splošno, bom rekla, ljudi, ki jih morda neke druge stvari se ne dotikajo, so jim vedno bolj zanimive zgodbe, bom rekla, nekih ljudi. Ne bom pozabila, ker me veliko ljudi vedno vpraša, kaj pa ta tvoj kolega, sem bral, se to, pa jaz rečem, ja, ne vem, jaz nisem prebrala. Se vidva na predstavi druge stvari debatirava, a ne? Recimo, in bom rekla, tudi svoje ljudi, igralske kolege, režiserje, dojemam zelo drugače, ne? To smo ljudje, in tudi novinarje, ne? Dojemam, ne vem, zelo drugače, dojemam, da pač počnejo svoje, ne? Tudi Severino gledam zelo drugače, bom rekla, z vsem tem, kar jo cenim, da počne v svojem poklicu, v sami obliki materinstva. Sem pa tukaj, bom rekla, zelo kritična, tako kot sem začela, ne. Mama je mama in oče je oče in oba morata, če sta živa, se potruditi najti pot, da ju otrok ima. Če sta živa, pravim. In recimo res te stvari, ki se potem dogajajo in po sodiščih, gre večkrat za dokazovanje, bom rekla, enega velikega ega. In tukaj se potem kopija trejo na otroku, ne glede na to, ali je zdaj otrok bogatih, znanih staršev. To ni prav, tle ni prav, do otrokovih pravic pravim, in Severina je njemu mama, tako kot sem jaz mama to in taju, in jaz nisem za njiju ne Franja, ne profesorica Mravljica, ne kjerkoli druga vloga, jaz sem za njiju samo mama in to je prav, da se zna ohraniti in tudi prav je, da rečem, oče otroka to zna ceniti, to materinstvo in tudi stopiti korak nazaj, korak naprej, ne pa dokazovati svojega ega, in tu se mi zdi, gre za tipično pač seveda javnosti izpostavljen primer, ampak teh primerov, ki jih pa jaz slišim zgodb, ker sem človek, ki rada posluša, tudi rada govorim, ampak rada slišim zgodbe, takih težkih zgodb je toliko po sodiščih in toliko, bom pol rekla, otroci v življenju, bom rekla, pokasirajo, da potem kasneje v življenju morajo se z marsičem soočati, ne, ravno zaradi teh sporov staršev, ne. Mislim, jaz ne vidim nobenega problema, da se ne bi mogla dogovoriti. Vem, pa po podatkih, se bom dala besedo dalje, da je v Sloveniji prišlo do tega, da samo enega skrbništva več ne more biti.
tudi če se starša ločita, sta oba skrbnika in o bistvenih stvareh morata oba odločati. Ne glede na to, da zdaj si pač urnik se prilagodi, sta en teden pri enemu ali pa 2-krat na teden, samo pri enemu živi, ampak o bistvenih stvareh, kot je skrbništvo, zdravstvo otroka in kako se odločati, iti iz države ven, pa mislim, da smo Slovenci tukaj šli dalje, ne? Da smo sprejeli zakon, da morata oba starša kle se strinjati, kar se mi zdi prav. Ana, še vedno pa poteka preiskava o domnevnem zanemarjanju otroka, ki jo je proti Severini vložila šola. Popovič ne komentira navedb, da je imel Aleksandar pred 2 letoma infekcijo, ki pa ni bila zdravljena, ker je bila Severina tedaj v Ameriki. Dejstvo je, da je bilo v zadnjih nekaj letih več situacij, ki jih odgovorna mati ne bi smela dopustiti. Na podlagi tega je bila sprejeta odločitev sodišča, je bilo vse, kar je Popovič tudi rekel. Mislim, da bi mi sodili ali pa rekli, a je Severina odgovorna mama ali ne, nismo tukaj pravi naslov. Lahko pa povem njeno plat zgodbe, zakaj to zanemarjanje, ne? V šoli, če ne moreš pravočasno, to je tudi v slovenskih vrtcih in šolah, če ne moreš pravočasno prevzeti otroka iz šole ali vrtca, napišeš evidenčni list in določene osebe na tem listu, ki jih ti napišeš, lahko namesto tebe prevzamejo otroka, če ti ne utegneš zaradi službenih ali kakršnih drugih obveznostih. Severina je na ta evidenčni list napisala tudi svojega sedanjega soproga in očima od malega Aleksandra, vendar se Popovič s tem ni strinjal. Zato učiteljice, se pravi, partner je prišel njen soprog, očim je prišel pravočasno v šolo, da bi dvignil Aleksandra, vendar učiteljice tega niso pustile zaradi tega, ker se Popovič s tem ni strinjal. Tukaj Severina pravi, da v bistvu je bila odvzeta pravica, ki jo imajo vsi ostali starši na šoli, da pač tvojega otroka lahko prevzame ena druga oseba, ki si jo napisal na že omenjen list. Jaz pa zdaj ne vem pravno, kako to gre, ali lahko potem oče se ne strinja, kdo je ta oseba ali tako naprej, tega ne morem komentirati. Tako da po otroka v šolo so prišli, ne, ampak ga učiteljice niso dale. Severina je povedala, da učiteljice držijo z Popovičem in šola in ravnateljica zato, ker naj bi jim doniral denar za otroško igrišče. Zdaj, ali je to res ali ne, veliko se govori o tem, da je on, ne zdaj prav podkupu, ne, ampak z raznimi donacijami pridobil na svojo stran tako Aleksandrovo šolo, kot tudi sodišče. Zdaj, to so govorice, ne? To niso trditve, ker to so zelo hude obtožbe. Jaz še vedno upam, Hrvaška je naša najbližja soseda, poleg ostalih 3, da se na našem koncu sveta to ne dogaja. Vedrana Rudan, zelo znana in cenjena književnica in novinarka hrvaška, pa pravi drugače. Verjetno ona ima boljši vpogled v to, kad jaz tudi napisala je kolumno, da Hrvaška ženske sovraži in da je Severina le ena izmed mnogih, nad katero se bivši partner s pomočjo vpliva in denarja lahko izživlja. Zdaj, to je bil en primer, ne, to šolo. Z infekcijo ne vem, a možno, da se je to zgodilo, ampak Severina ima tak poklic, ki ga ima. Seveda ni to poklic od 8 do 3, a ne. Jaz verjamem, da 2-krat sem tudi osebno z njo govorila, seveda je to premalo, da bi ocenila kot človeka, ampak verjamem, da tega ni sigurno naredila za nalašč, ampak je mogoče Popovič tudi malo izkoristil situacijo. Ne vem.
Druga stvar pa je, ki se ji tudi učita, ne samo zanemarjanje, ampak tudi, da je otroka nepotrebno izpostavljala javnosti. No, o tem pa bomo kasneje. Kaj več o tem in kaj je zapisala Severina na Instagramu, pa bomo izvedeli po oglasih. Največja hrvaška diva Severina tudi pri nas velja za eno najbolj priljubljenih glasbenih izvajalk. Veliko zanimanje pa že od nekdaj vzbuja tudi njeno zasebno in ljubezensko življenje. Mnogi jo imajo za kontroverzno in ko so jo pred leti vprašali, kaj si o tem misli, je odgovorila: odvisno je tudi od tega, kako me ljudje dojemajo. Nekateri me imajo za pop izvajalko, drugi za ne vem kaj. Morda sem izven nekih šablon, ki so določene za pop glasbenike. Alenka, Ana, kaj vidve menita o njej? Ja, mislim, da ta trditev kar drži, da je nekaj posebnega. Izven šablon. Ja, izven šablon je, saj zato pa je tudi uspešna. Jaz ne vem, v življenju se mi zdi, da tako ne bom rekla grdo, ampak če si povprečen, ne moreš narediti presežka. Se pravi, vsi zvezdniki bolj ali manj, ne vem, pa je bilo letošnje leto tudi veliko govora in o aferi, recimo Lady Gaga. Je čudovita glasbenica, ampak je šla ven iz te, bom rekla, sem glasbenica, noben me ne opazi, moram narediti nekaj, kar je ta trenutek in, moram narediti neko pop komad, da bo šel v uho. Ja, in potem je zaslovela. Mislim, vse tega poznamo v svetu slave in zvezdništva veliko, odvisno tudi to, kaj ti prinaša mir. Je pa sigurno, da ko počneš stvari za publiko, si potem tudi želiš, da bi publiki bilo to všečno. In zdaj, če hočeš maso zadovoljiti, potem moraš narediti, bom rekla, nekaj na tem nivoju, da je vsem razumljivo, se pravi preprost vic povedati, ker kaj bolj zakompliciranega ni. Ampak to pa ne pomeni, jaz mislim, da je to visoka inteligenca, to pa ne pomeni, da ti kot človek potem ne moreš živeti drugače. Če začneš, to bom rekla, tudi za eno kritično distanco imati, zato pa jaz rečem, ja, meni je moj faks, kjer sem se dejansko izobrazila, ne samo, bom rekla, po stroki govora in ostalih tehnik, ki nas tam učijo, ampak tudi, bom rekla, ene psihodrame, ki je trajala 4 leta, psihološkega, bom rekla, pristopa do poklica, veliko mi je dal. In bom rekla tudi, preden sem doživela, bom rekla, neko televizijsko medijsko razpoznavnost, sem res ogromno stvari naredila in še zdaj jih delam. Stvari, kjer jih delamo timsko, kjer ni pomembno moja izpostavljenost, da bi ljudje zdaj mene prišli pogledati, ampak pridejo pogledati predstavo in tega si jaz želim. Jaz sem igralka, zato sem šla študirati. In se pravim, tudi take stvari, pol pa, ker si izpostavljen večkrat, pride do tega, da te, ne vem, kar nekaj hvalijo, ali pa te tudi skritizirajo. Recimo naše strokovne kritike v teatru so vezane na druge kritike in sem jaz tudi včasih imela občutek, da morda mi nekaj ni ratalo in potem so bile the best kritike in sem rekla, wow, ta kritik je pa to takole videl, Potem se mi je zdelo nekaj, da smo super naredili, pa so nam raztrgali predstavo. Mislim, in potem se naučiš, da tega ne moreš imati osebno, da jaz pravim, bistvo je, jaz delam za ljudi, delam za svojo publiko in če mi je to všeč, sem vesela. Če jim pa ni, pa tudi ne morem zdaj zaradi tega ne vem, se v eno depresijo blazno vreči. Mislim, moram to zrelost doseči in isto se mi zdi, bom rekla, ko smo pa začeli s Severininim primerom, isto starševstvo ni poklic, je pa največje poslanstvo in kle mora biti zrelost in jaz njej želim veliko moči, ker pravim, da če dva
začneta sploh pa javno obračunavati, kaj je res, kaj ni res, so to veliki pritiski, nastrada otrok. Seveda, tudi ona dva, vsak bi želel svoj ego potešiti in dati najboljše očetovstvo ali pa najboljše materinstvo izven, bom rekla, sodišč, izven medijev, ampak je to težko, ker si znerviran, ker si prizadet. In včasih se mi zdi, da bi bilo mogoče treba takole malo z vesolja pogledati, kakšne pikce smo kle, koliko je to nepomembno. Res je važno, da je človek zdrav. Res je važno, da je zdrav in se pravim, klele pa se politno, da tudi gresta dva narazen, pa pol srečaš take zgodbe, ker je oče narobne čevlje mu dal gor, ker seveda pač morda ni ta pravih niti našel, niti kaj, mame smo drugačne, a ne? Je potem že na socialni bilo to. Ja, come on, ne gre to. Ali pa res, bom rekla, tudi težkih primerov, kdo je sposoben za otroka skrbeti. Ja, ona ima tak poklic, vse bi se dalo dogovoriti, če bi šel nasproti. Normalno, da bo šla po turneji, če od tega živi. Normalno je, da bo otroka zraven vzela, da bo vsej v času priprave z njim v garderobah, ne? Ker ne more pač priti doma, če je, ne vem, 2-3 dni na terenu in kaj zdaj otroku manjka. Sej vmes pač vidi, njegova mama je drugačna, ima drugačen poklic, ne? In je drugačna. Ja, sej hvala Bogu, zato pa je nad povprečjem. Ampak, če pogledamo njeno kariero, konec maja 2004 se je na spletu pojavil njen pornič, ki je šokiral domačo javnost. Seksi vsebina videa, predvsem pa dejstvo, da je Severina v postelji s poročenim moškim, je razburkalo javno mnenje. Se je pevka vselej trdila, da kadar ni v razmerju, prakticira seksualno abstinenco. Ana? Ja, ta primer je glih prišel pred kratkim spet nazaj v medije in sicer zato, ker je Severina komentirala, da je lansko leto zvedla, kdo ga je lansiral v javnost. Tako da je pa bila lušna zgodbica okoli tega, no, potem je povedala, da jo je klical, jaz se zdaj ne bom spomnila imena, nek zelo znan hrvaški glasbenik in je rekel, mala, slišim, da si posnela film, a rabiš glasbeno podlago, jaz sem v tem najboljši v državi, ne. In je rekla, da takrat je ji to zelo ta podržka pomagala, ne. Ampak tukaj vidimo, da dejansko vsaka slaba reklama je lahko tudi dobra. Ja. Slaba reklama. Jaz mislim, da to, da si tega ni želela, no. Verjetno se marsikdo doma snema, pa pač ni javna oseba, pa ne bo prišlo ven, ne. Ja, jaz tudi mislim, da si tega ni želela, vsekakor, no. Jaz recimo se tudi spomnim te afere, jaz sem tako, v bistvu se mi pol tudi ni dalo, meni se tako, bom rekla, ne da s takimi zgodbami kaj dosti ukvarjati, ne, ampak celo bi rekla, da sem pristala na tem, da ne verjamem, da je bilo to vse insinuirano, prav insinuirano, zato da bi je ona le večje tržišče od samo Slovenije, ne, v bistvu zajema kar velik del Balkana, tudi njena glasba in njena slava, ne, in marsikdo bi rad škodil, ne, tako da, danes, kaj se pa danes da že vse zmontirati, mislim, to je grozno, ne, dobro, to so leta nazaj, ko se morda še ni toliko dalo, ko pa danes gledaš, no, kva pa se vse da, se res lahko film o tebi posnamejo, pa sploh ne veš, da si nota, ne, mislim, kakorkoli že, ne, a veš. No, ampak Severina je v bistvu en lep primer tega, pa Kim Kardashian, ne, kako sta v bistvu kljub temu posnetku ali pa ravno zaradi tega posnetka, ne, se prej niso poznali njene glasbe. Kariero še v višave praktično, ne. Moramo pa tudi Severini delamo krivico, če rečemo, da je to zaradi tega posnetka, ker moramo vedeti, da Severina danes ni ena in edina, ampak je za njo mašinarija najbolj uspešnih hrvaških in tudi balkanskih in svetovnih avtorjev, glasbenikov, koreografov, umetnikov, vizažistov, stilistov, ki ustvarjajo Severinino glasbo in Severinino podobo.
In v to je vloženo ogromno znanja njihovega in ogromno ur dela, tako da to, da je danes tako uspešna, ni naključje, a ne. In predvsem ni samo njeno delo. Sigurno, ne. Je to eno timsko delo, tako kot pri marsikaterem zvezdniku, tako kot pri Madoni, tako kot, a ne, bom rekla, in ne vem, ne, saj najlažje je to tako okrcati, a ne, in reči, kaj to ni nič, ne. Pol pa jaz vedno rečem, no pa zdaj, saj, lahko pa greš ti, a ne. In tako da jaz pa mislim, da res vsak človek je pod kožo krvav, no, tudi ona, ne vem, ne, tudi ta Sveti, bom rekel, gre sam na stranišče ali pa je sam s sabo, ne, in se mi zdi, da kljub vsemu ji ni lahko, bom rekla, vse te pritiske zdržati in biti uspešen, no. In biti uspešen oziroma še morda za kakšno zgodbo stopiti od tega povprečja, ne. Vsi pa, ki delajo za publiko, imajo radi, da se v njih govori dobro, ne, da prej, kot bom rekla, kakršnakoli afera, ki ti tudi lahko doprinese zraven, bom rekla, morda še neko prepoznavnost, ampak kot človek mislim, da se tega noben dejansko ne želi. Sploh od teh, ki so ustvarjalci, ker ona je pevka, ne, ona je, ali pa bom rekla, ustvarjalka tudi, ker je tudi se pojavljala v drugačnih filmih, ne samo v tem, bom rekla, filmu za osebno uporabo. In kreira s temi svojimi ljudmi, tako da se mi zdi, da ona, da bi samo rabila sama po sebi neko slavo, pa da bi klele kombinirala, kaj pa naj zdaj naredim kot afero, ne, mislim, da bi se prej lotila novega komada, pa 5 novih komadov, pa 10 novih, če bi bilo teh neuspešnih, a ne, pa stylingom, kot pa kakršnekoli take afere. Se pravim, tako kot je njen primer, je veliko primerov partnerskih, ki se ločijo, pač niso tako izpostavljeni medijsko, ne, in so zgodbe še res bolj brutalne in krute, najbolj pa nastradajo otroci, tako da tudi žal njen otrok bo klele, mislim, da se marsičesa zaveda in ni fajn, ne. Z najbolj vročo zgodbo v tem mesecu pa nadaljujemo po oglasih. Severina je po pisanju srbskega kurirja skrbništvo nad sinom izgubila zaradi nespoštovanja sodišča, zanemarjanja sinovih šolskih obveznosti in nesodelovanja s Popovičem glede vzgajanja sina. Veliko vlogo pri odločitvi sodišča pa naj bi igrala tudi dejanja njenega moža. Številnim, ki spremljajo najbolj odmevno skrbniško bitko ta hip, se porajajo številna vprašanja. Ana, v praksi se v večini primerov dodeli otroka materi. Tako je bilo včasih, ja, da je bilo kar velika nepravilo to. Danes pa se mi zdi, da to socialne službe in sodišča malo bolj preučijo, no, kdo je res najprimernejši skrbnik, ali je to mama ali je to oče. Severina se je po razsodbi, da mora sina predati v skrbništvo njegovemu očetu, zaprla v svoje stanovanje. Razkrila je, kako so minile zadnje ure skupaj s sinom. Bila sva dobro razpoložena, pela sva, smejala sva se, pekla sva palačinke, poslušala sva dubiozo. Mislila sem samo na Aleksandra, da ne bi ničesar začutil. Jokaš v drugi sobi, da te nihče ne sliši. Dobro, no, se pravi, to je zdaj tudi ona javno zapisala, ampak mislim, da vsekakor to, bom rekla, ni čisto tako, no, niti niso te stvari tako ultimativne, no, vse v Sloveniji vem, da ne več, ker če res ne gre za, bom rekla, hude primere, kot so velike zlorabe, samo skrbništvo,
tako kot sem rekla, no, pa imam podatke, ne, da je prešlo v to, da sta oba skrbnika. Se pravi, da tudi naša sodišča, ne, in tudi naše socialne službe, ki jih znamo večkrat skritizirati, ne delajo slabo, delajo zelo dobro, ker bivše oziroma partnerje, ki imajo skupaj otroke, nagovarjajo k nekim medijacijam, k nekemu sporazumu za otroke, v dobrobit njih. Ker jaz res ne vidim nič napačnega, pa so tudi stvari, ki morda en partner dela neko svojo kariero ali pa nek svoj, bom rekla, ne vem, pa ne rabi biti medijsko izpostavljen, pa bo šel na službeno potovanje na znanstveni inštitut, pa ga ne bo doma in zdaj oče pač skrbnik in kaj, zdaj bo pa mama rekla ne, ob torkih pa četrtkih ga imam sam jaz. Mislim, kdo bo poskrbel, ne? Ja. Kle mislim, da gre za te zrelostne korake, ki morda ne poznam res hrvaških sodišč, pri nas se pa vedno bolj tole daje v veljavo in tudi seveda ne skrbništva matere samo po sebi umevno pri nas več niso. Zato, ker je tudi vedno več teh primerov, ko se dejansko partnerji bolj ali manj znajo sami dogovarjati, ne, in vidijo, da jim to ustreza, ker je to tudi za otroke danes najboljše. Jaz bom pa še tako rekla, sem otrok ločenih staršev, danes se super razumemo vsi. Je bila tu prehojena, bom rekla, ena dolga pot, veliko vode in solza je tudi vmes preteklo, ker vsakemu otroku je težko, ko se starša ločita. Ker otroku je to primarno. Imam živo mamo, imam živega očeta, od obeh hočem to starševstvo. In te ne zanima, zakaj se ona dva kregata. In to so res potem, bom rekla, toliko takih podtikanj zaradi dokazovanja svojega ega, kar je res, res grozno. Ne? Primitivizma, ne glede na izobrazbo, ne glede na denar, tukaj vidiš in to je grozno. No? To je to, kar mene boli in bom rekla, ne vem, bom vedno z partnerjem, očetom mojih otrok ali možem, karkoli mi bo, glede otrok poskušala najti skupni jezik. Poskušala, pa se lahko razlikujeva tudi, pa si rečeš, dobro, ti ga boš takole kot oče prejel, jaz ga bom kot mati. In to je naporno. A veste, da je to naporno? Včasih jaz ne bi tega z njim debatirala, bi rajš dve predstavi šla v miru odigrati, kot pa se soočila zakaj, ne? Pa zdaj, da mu bom pa jaz dokazovala, da imam jaz prav. Fora je v tem, da jaz bom naredila drugače kot on. Mislim pa, da oba otroku želiva dobro. Seveda so tudi primeri, ki starši otroke zanemarjajo, tudi mame, ki jih tudi zapustijo. To so težki psihični problemi, ki pa mislim, da jih Severina nima. A ne? Bom rekla, da ne, ker drugače ne bi mogla normalno delovati na takšnih odrih in s takšno kondicijo početi stvari. Je pa res, da pravim, tu se njo dostkrat obsoja, zato ker ima takšen poklic, da zanemarja otroka, kar ni res. Mislim, da če bi tudi bivši partner ali pa zdaj mož priskočil proti in bi se tukaj lahko pogovarjali, bi bilo to čist drugačna zgodba. No? Ja. Pa lejte, sej danes poklici, kdo pa še dela od 8 do 4, ne? Ja. Ja. Takih poklicov danes skoraj da več ni, ne? Razen v javni upravi mogoče. Ja, pa še to redki, ne? Bom rekla, jaz sem tudi v javni upravi, imam čist kaotičen urnik. Pa sem v gledališču, ki sparadamo pod javno upravo, ampak to je kaotičen urnik, kako pol jaz zvečer meni doma, recimo, ne? Ja. Tako da sploh večina ljudi pa itak dela danes na svoje in je težko in je super, da ti, jaz pravim, so babice, detki, sorodniki, in ljudje. To je za otroka vse samo zaklad. Pozitivno, tako zaklad. Vsi, ki ga imajo radi in ki so pripravljeni tudi tebe razumeti in pomagati in te ne poniževati v tvojem početju in reči, ja, kakšno službo pa imaš. Ja, čakaj, jaz uživam, jaz sem rada igralka, seveda vem pa, da sem mama, ne? In ampak zaradi tega, ker si rada igralka, si tudi boljša mama. Tako, jaz mislim, da vsak, ki uživa v svojem poklicu, evo, res bi te rada dopolnila, je potem tudi boljši v privat življenju, v odnosih do otroka, do, bom rekla, tudi partnerja, ki sta ločena
je boljši, če mu nekdo da krila, če mu nekdo osebno da potrditev. Ti lahko imaš sicer, ne vem, 5000 ljudi, ki ti je zvečer ploskalo, ampak ti nisi z njimi intimen, ti pomeni to v svoji karieri, ampak je pa največ, če pride mama do tebe. Nikoli ne bom pozabila stavka, ki me ga naučil Zijah Sokolovič, ki je rekel, ako ne znaš, kako si odigrala, idi do mame pa jo pitaj. Je rekel, meni uvijek kaže, ma najbolji si sine. A veš, lepo. Ker je to res, mene tudi mama cel življenje od unih amaterskih korakov je prišla na predstave, pa je gledala in bo vedno kadarkoli bo z mano, pa če ne bo mogla priti gledati, bo pa nekako držala pesti zame in bom jaz vedno za njo otrok. Ne glede na to, mi bo želela najboljše, da se jaz dobro počutim v tem, kar počnem. No, če se vrnemo k Severini, po izgubi skrbništva je sinu napisala ganljivo pismo in ga objavila na družbenih omrežjih. Fizično so naju ločili, a to je vse, kar so lahko naredili. Po 7,5 letih so sedaj določili, da te lahko vidim 88 ur mesečno. Hej, to je vendarle 88 ur. Lahko bi nama dali še manj, a so vse naredili, da naj jo prizadenejo. A veš, kaj midva lahko narediva v teh 88 urah? Lahko narediva čudež. Ana? Ja, tukaj nekaj noter piše, kar je zelo resnično za vse starše. Ne? Ni važno toliko, da si ti z otrokom 24 ur na dan, kot tiste ure, ko si z njim, da si prisoten, čuječ, da si tam za njega. Da se z njim igraš, ukvarjaš, da si prisoten. Mislim, da je veliko bolj kvalitetno za otroka, da si z njim 4 ure na dan, pa tiste 4 ure pri stvari, kot pa da si 24 ur na dan z njim, pa živčen, pa tečen, pa brez pravih vzgojnih prijemov. In tukaj, kaj je rekla, da v 88 urah lahko naredi ta čudež, se strinjam. Hkrati pa tudi veliko se govori o tem, da so ji od sina vzeli. Sina ji niso vzeli. Severina bo otroka videla ob torkih in četrtkih, vsak drug konec tedna in pa polovico praznikov in šolskih počitnic. Sicer pa ona pravi, da se bo seveda na to pritožila in tudi na Evropsko sodišče, če bo treba. Je pa tukaj zanimivo, ker že večkrat so se te sodbe obračale in tako in vedno njej v prid, zdaj pa kar naenkrat pa obratno. Ne? Kaj zdaj to za sina pomeni, kaj 7 let pa pol živel s Severino, bo sam povedal enkrat, če bo. Ne? Tukaj pa so ji tudi zelo učitali to izpostavljanje Instagramu in družbenim omrežjem in da tudi zaradi tega ne bi bil razlog, da ji učitajo, da je slaba mama. Jaz osebno mislim, da je to bedarija, no? Če lahko se tako izrazim. Potem vse mame, blogerke, pa tudi tiste, ki nismo javne osebnosti, pa objavljamo svoje otroke, smo slabe mame, ali kaj? Danes je to in jaz pravim, nekdo, če ima neki rad, pač naj objavlja. Ne? Jaz sem mogoče malo bolj okorna v temu, ali pa bom rekla, tudi imam hčerko v puberteti, ki sama dosti objavlja, ne? Ni meni treba. Tako, hočem pa reči, da jaz, če nekdo, ne bom rekla nekih zlorab, ne, ampak če pa danes obstaja socialno mreže, pa če to objavlja, se to objavlja točno zato, ker ima to rad, ne? Ja, mislim. No, ampak hrvaška zvezdnica Vladka Pokos je javno povedala, kaj si misli o Severinini drami glede skrbništva nad sinom Aleksandrom. Čeprav sočustvuje z njo, pa ne razume nekaterih njenih potez. Mislim, da nihče ne dvomi o njeni ljubezni do sina. Pretirano izpostavljanje javnosti vsekakor ni zdravo za otroka, je dejala. Kakor jaz spremljam, ne bi rekla, da je Severina otroka pretirano izpostavljala medijem, kot da je naredila to, kar je tudi že Azra Širovnik v svoji kolumni omenila, da je pač
za boj, za skrbništvo nad sinom uporablja orodje, ki je na voljo, in to so mediji. Ja. In kaj Zdaj. bi vidve naredili, če bi bili Severina? Za konec, na kratko. Sigurno ne. Jaz v to vrstni problematiki bi vedno postopala in se naslanjala na stroko. Na stroko. Mediji niso stroka, a ne, zato niste, ne, sigurno. In tudi moje mnenje in moje čustvovanje, ne, je moje. Ne. In moji prijatelji so moji prijatelji in potem ima nasproten pol svoje prijatelje. In tukaj bi se, bom rekla, nekje naslanjala na stroko in sledila temu za otrokovo dobrobit. Bom rekla, sem bila sama že v takih situacijah in vem, da se da pomagati in rešiti z pogovori in morda je tudi celo boljše to početi intimno, ker tudi jaz grem doma v kopalnici intimno in zato rečem, da je intima. In tudi take stvari, družina, otroci, se mi zdi, da tu te pietete je treba ohraniti, pokazati, lepo smo se imeli, lepo smo bili tam na izletu. Zakaj ne bi pokazali, če bi ona dva z neko mediacijo zaprtega kroga znala razrešiti njun primer in ne v podpori javnosti, po čemer je pa tudi ona posegla, sigurno je ona, je ta ping-pong, da bi to nekje, bi rekla, rešili in pol bi jih slikali skupaj, vse sva se fajn zmenila za otrokovo dobrobit. Sam mislim, da je tukaj to že, da tukaj za njiju žal je prepozno, 7 let se igrata ta ping-pong. To, kar se je zgodilo Severini kad mami, jaz mislim, da se ti v takih trenutkih lahko tudi zmeša. Tako da jaz mislim, da v tem trenutku mora ona ogromno notranje moči imeti, da se s tem spopade in za borbo za naprej. Zdaj, kako bo pa to notranjo moč našla, pa ve najbolj ona, ne? Hvala vama za prijeten pogovor. Enako. Hvala tebi. Hvala. Severina mora dojeti, da njej in njenemu sinu ne bo pomagala niti ulica, niti javnost, niti mediji. Vsi pa se strinjamo, da je velika umetnica. Zatorej gremo na njen koncert, ki bo presegal vse, kar smo videli do zdaj. Naj vam vaša zvezda sveti.